Aljaž Krajnc in sem trenutno na Teološki fakulteti mladi raziskovalec. Poleg tega sem tudi doktorski študent na Teološki fakulteti. Moje glavno področje, s katerim se ukvarjam, pa je prepletanje Svetega pisma in Korana, ravno to, o čemer bomo danes govorili. Pa morda, če še Urška pove par besed o sebi. Ja, jaz sem Urška Jeglič, sem študirala na prvo teološke religijske študije, potem magistrirala z religiologije in etike, zdaj pa počasi zaključujem svoj status mladega raziskovalca pa doktorat iz religiologije, verska praksa muslimanov v Republiki Sloveniji pa naslov disertacije, tako da so oba bolj z Aljažem Gislom vpeta. Od letos sem pa tudi asistentka, pa pomagam kot asistentka pri predmetu religijska antropologija. Bomo pa še videli, kam bo pot dalje nas vnesla. Zdaj pa Aljaž, izvoli, kar začnemo s predstavitvijo. Ja, torej mi danes govorimo o Koranu ali Koranu ter Svetem pismu. O prepletanju Korana in Svetega pisma pa je dobro, da čisto na začetku povemo morda ali pa obnovimo neke temeljne značilnosti Svetega pisma in Korana. Torej, te dve knjigi sta knjigi, na kateri se kot sveta spisa navezujejo oziroma sklicujejo Judje, kristjani ter muslimani. Torej, muslimani imajo Koran za svojo sveto knjigo, medtem ko Judje in kristjani, je za Jude in kristjane sveta knjiga Sveto pismo, oziroma za Jude samo Stara zaveza, ki kristjani pridevajo tudi Novo zavezo. Torej, te dve knjigi sta napisani v različnih jezikih, torej Koran je v celoti v izvirniku, izviren Koran je v celoti v arabščini, medtem ko je Sveto pismo bilo napisano že Stara zaveza v hebrejščini, deloma tudi v aramejščini, ter potem že nekaj delov Stare zaveze je napisanih v grščini, Nova zaveza pa je napisana celotno v grščini. Če si pogledamo zgradbo, vidimo, da je Koran razdeljen na 114 sur ali poglavij. Ta poglavja so potem nadalje razdeljena na verze. Vsega skupaj naj bi bilo okrog 6300 verzov o Koranu. In poglavja so različno dolga, nekatera imajo slabih 300 verzov, druga bore malo, govorimo o parih verzih, 3 na primer. Sveto pismo pa je knjiga, ki je sestavljena iz 46 knjig Stare zaveze in 27 knjig Nove zaveze. In glede dolžine vidimo, da je Koran dosti krajši. Pravimo, da je nekako lahko Sveto pismo približno razdelimo tako, da je 4/5 Svetega pisma sestavlja Stara zaveza, 1/5 pa Nova zaveza, medtem ko je Koran dolg za 1/2 Nove zaveze. Zdaj, če govorimo o času nastanka, vidimo, da se knjigi tudi razlikujeta v tem vidiku, saj je Sveto pismo nastajalo kar dolgo obdobje. Pravimo, da so nekako začetki tistih ustnih izročil, da grejo v 10. stoletje pred Kristusom, in potem Nova zaveza pa se dokončno izoblikuje v prvi polovici 2. stoletja po Kristusu. Medtem ko Koran po tradicionalni islamski pripovedi, ki jo tudi sodobno zgodovinopisje nekako je potrdilo, v glavnem potrjuje, je nastal v prvi polovici 7. stoletja po Kristusu. Vidimo, da je že tu ogromno razlik, predvsem pa je glavna razlika ta v časovnem obdobju, v katerem sta te dve knjigi nastali. Torej, kaj sploh je Koran? Beseda Koran izhaja iz arabskega glagola qara'a, ki pomeni recitirati, brati ali pa tudi peti. In iz tega glagola qara'a so
lahko izpeljemo tudi glagolnik, ki se imenuje Koran, in arabska beseda za Koran je ravno al-Quran, to pomeni dobesedno recitiranje, branje ali petje. In iz tega izhaja tudi slovenska beseda. Mi včasih govorimo o tem, včasih govorimo o Koranu ali pa o Koranu. Koran je bolj, izgovorjava Koran se nanaša bolj na neka ustaljena pravila v slovenščini, kako je bilo vedno izgovorjeno, medtem ko, če rečemo Koran, bolj poudarimo to izvirno arabsko izgovorjavo. No, torej, kot je že iz imena jasno, je Koran izvirno in primarno tekst, ki se recitira. Izvirno in primarno Koran ni tekst, ki bi bil zapisan nekje. No, do tega je prišlo predvsem iz načina, kako je Koran nastal. Zdaj, po tradicionalnem islamskem pripovedovanju naj bi Mohamedu, torej preroku Mohamedu, ki je živel rodi se leta 580, umre leta 632, naj bi ga angel Gabriel recitiral ta besedila, koransko besedilo, naj bi ga angel Gabriel recitiral Mohamedu, Mohamed pa ga je recitiral svojim prvim sledilcem. In ti sledilci naj bi si te recitacije Mohamedove zapisali na material, ki so ga imeli pri roki. In to so bili na primer palmovi listi ali pa kosti živali in tako dalje. Skratka, material, ki so ga imeli pri roki. No, po Mohamedovi smrti pa se je odločil, da bodo te zapiske zbrali v en kodeks oziroma musnaf. In ta kodeks so nato nekako zapisali, zbrali so ves ta material, na katerega so Mohamedovi sledilci zapisali Koran, in potem so tam poverili eno osebo, Zeida, ki je vse to zbral in je zapisal v prvi kodeks, musnaf, ampak potem so še pod tretjim kalifom, torej naslednikom preroka Mohameda, ki mu pravimo tudi kalifi, pod njegovim tretjim naslednikom so naredili še takšno zadnjo večjo redakcijo, kjer so še enkrat preverili ene stvari. Samo še 200, včeraj enega, pa danes enega. No, in kodeks, ta kodeks, Uthmanov kodeks, je bil zapisan v pisavi, ki ne vsebuje vseh detajlov, zato se še naprej pojavljajo majhna odstopanja v različicah recitacije. Kajti kodeks je napisan v takšni pisavi, ki na primer dovoljuje majhna odstopanja v načinu, kako se Koran recitira. In ko je bil ta kodeks razposlan po vseh večjih mestih muslimanske civilizacije, so na različnih mestih recitirali isti kodeks z majhnimi razlikami. In zato se je pojavilo več načinov, kako recitirati Koran, in tisti, ki ga imamo danes, če na primer danes odpremo arabski Koran, je največja verjetnost, da dobimo različico, ki jo je posredoval Hafs od Asima. Torej, Asim je bil nekdo, ki je Koran citiral na nek način, in je imel učenca Hafsa, in ta Hafs je posredoval specifično verzijo recitiranja Korana, kot se ga je naučil od svojega učitelja, in danes je predvsem po zaslugi kairske izdaje Korana iz leta 1924, ki je nekako uporabila ta sistem recitacije, da je zakoličila vse te točke, ki še niso bile zakoličene, oziroma kjer se ti načini recitiranja rahlo razlikujejo. No, danes je ta kairska izdaja nekako najbolj razširjena. Torej, to je zdaj en tak primer recitacije Korana, ki jo bomo zdaj slišali.
Torej, to je prva sura, samo da vidite nekako, da dobite občutek, kako sploh se to recitira. Boste videli, da je zelo poetično in da je zelo, da se zelo morda spominja na recitacije v liturgiji, kar bomo potem videli, zakaj, tako v krščanski liturgiji, kar bomo videli, zakaj se je to zgodilo potem na naslednjem slajdu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Torej, to je to je bila recitacija prvega poglavja ali prve sure v Koranu, ki se imenuje tudi Al-Fatiha, to pomeni sura, ki odpre. In v njej nekako, to je ena takšna molitev, ki je na začetku Korana se najde in v njej pravi, torej v imenu Boga, milostnega oziroma usmiljenega, slava bodi Bogu, gospodarju svetov, milostnemu usmiljenju, vsemilostnemu, in potem še vedno prosi za Božji blagoslov in naj ga ne vodi po poti tistih, ki so zašli, ampak naj vernika vodi po poti tistih, katerim je naslovljen Božji blagoslov. No, torej, Koran, zdaj pa naša tema je prepletanje Biblije in Korana. Koran predpostavlja poznavanje bibličnih zgodb iz bibličnega sveta, kar je v tistem kontekstu, kjer se Koran pojavil, torej v prvi polovici 7. stoletja na Arabskem polotoku, so bili prvi poslušalci seznanjeni z temi bibličnimi zgodbami. In tako najdemo v Koranu neke renaracije oziroma ponovne pripovedi, narativnih pripovedi, naprimer zgodba o Abrahamu, ki se ji bomo mi danes potem malo bolj posvetili, ali pa tudi o Jezusu govori o Mariji, govori o Mojzesu, govori o Davidu, o Salomonu in tako dalje. No, Koran tudi nekako pokaže, da je poznal takratne pravna vprašanja. To pomeni, da ni Koran dan nek svoj odgovor na pravna vprašanja, ki so se takrat postavljala ne samo skupnosti na Arabskem polotoku, ampak tudi drugim skupnostam izven Arabskega polotoka, drugim, naprimer kristjanom ali Judom. Tako da tudi v tem vidimo, da Koran nekako je, da nekako deleži na tej skupni pravni kulturi. No, ena takšna značilnost pa, ki smo jo morda prej tudi slišali, pa je tudi poetičnost Korana, kajti vemo, da je tudi, naprimer v Koranu so omenjeni krščanski menihi in naprimer za ena praksa, katero so menihi počeli takrat in ki še jo počnejo, je naprimer, da pojejo psalme. In ravno v zadnjem času se je kar nekaj govorilo v koranskih študijah tudi o vplivu petih psalmov na Koran, kajti Koran, vidimo, je ena psalmodija, torej je neka recitacija, skoraj liturgična recitacija, ki zelo spominja na neko recitiranje psalmov, ki bi ga lahko našli v monastičnih skupnostih v tistem času. No, Koran ne zanika judovskega in krščanskega razodetja, ampak ga predpostavlja, torej sklicuje se na Mojzesa, na to, kar je bilo razodeto Mojzesu in Jezusu, ampak Koran se hoče vrniti k pravi resnici tega razodetja in pravi, da so kristjani in Judje, ki so živeli v
v času Koranov, torej v Mohamedovem času, da so to izvorno razodetje narobe interpretirali oziroma so ga zamenjali oziroma pokvarili in da zdaj Mohamed prihaja z nekim s pravo resnico o tem, kaj je bilo vsebovano v tistem razodetju. No, Koran se tudi nanaša, tudi omenja Toro, omenja psalme in omenja evangelij. Treba pa je povedati, da v Koranu ni direktnih citatov teh spisov, ampak se na te spise samo nanaša in je v tem Koran dosti bolj blizu ampak v tem Koran je seveda zelo blizu praksi, ki je bila takrat zelo razširjena, torej da se ni direktno, tudi kristjani in ljudje niso direktno citirali bibličnih pripovedi oziroma niso direktno citirali Biblije, ampak so jo nekako hoteli na novo razložiti. Tako vidimo na primer v rabinskem judovstvu, torej judovstvu v prvih stoletjih po Kristusu, da so začeli na novo pripovedovati te biblične zgodbe in tudi v krščanstvu, na primer pri pridigah se uporablja to, ko so brali en odlomek iz Svetega pisma, nato pa so temu odlomku ta odlomek skušali razložiti in velikokrat so ga razlagali tudi tako, da so dali v zgodbi kakšne nove detajle in Koran je dejansko Koran je potrebno brati tudi v tem kontekstu. No, torej čisto, da vidimo, kje je bil zgodovinski takratni kontekst, kaj se je dogajalo. Tukaj imamo na vzhodu, vidimo oziroma na zahodu vidimo vzhodno rimsko cesarstvo ali Bizantince, na zahodu vidimo, da še bil Perzijski imperij dokaj močen, na arabskem polotoku pa vidimo, da čeprav so na jugu bili neki perzijski vazali oziroma dinastije, ki so se podrejale Perziji, pa vidimo, da je bil neki vakuum na sredini Arabije, ampak to ne pomeni, da tukaj niso bili prisotni predstavniki judovstva in krščanstva, ampak prav nasprotno, na primer znano je, da je v centru Arabije v Medini, da je bila močna judovska skupnost, prav tako so bili kristjani zelo močni v Siriji, torej sirsko krščanstvo je bilo zelo močno na območju severa arabskega polotoka, potem pa je na jugu arabskega polotoka bilo še etiopsko krščanstvo. Tako da je bil ta stik z kristjani in ljudje je potrebno vse skozi predpostavljati. Zdaj bi pa jaz prepustil Urški, da pove nekaj, da vidimo en tako študijo primera, torej kako Koran predstavi Abrahama in kakšne so razlike med koransko predstavitvijo Abrahama in svetopisemsko. Hvala. Jaz se bom pa sedaj, kot je že Aljaž povedal, osredotočila na eno primerjavo med Abrahamom in Ibrahimom. Se pravi, svetopismo imenuje Abrahama kot Abraham, ampak na začetku tudi Abram, ker je za judovsko tradicijo dejansko značilna sprememba imena, ki pa je v islamu ni. Se pravi, ni nobene spremembe, Abraham je vedno v Koranu imenovan kot Ibrahim. Še kot eno zanimivost, če se malo navežem na Aljaževo predstavitev, Korana in Svetega pisma. Svetopismo je zelo dosledno napisano, se pravi, imamo zgodbe, ki si sploh v Stari zavezi lepo sledijo po enem vrstnem redu, kronološko, medtem ko v Koranu ni tako. Pripoved o Abrahamu oziroma o Ibrahimu in potem tudi vse druge pripovedi so v Koranu zelo razdrobljene. Najdemo jih v različnih surah, zelo se prepletajo, navezujejo, potem recimo, ne vem, če začnemo z drugo suro, kot samo primer, da omenim, od tega, ko se da primer enega preroka, poslanca, kako je živel, se hitro navezuje na zapoved, kako je potrebno moliti, kako je potrebno biti dober vernik in posledično že takoj na sodbo, na sodni dan, kaj se bo zgodilo, kakšne so posledice, če vernik temu ne bo sledil, oziroma potem nagrada v raju. Najdemo tudi potem hitro predpise različne o prehrani, o zakrivanju, družinsko-pravne predpise in tako naprej. Tako da
če beremo Koran in če beremo Sveto pismo, imamo mogoče pri Koranu mičken več dela, da dobimo celotno zgodbo, ker je potrebno prečesati tako rekoč skoraj celotno izročilo, da dobimo, tako zdaj rekla, po domače vse podatke, ki nam potem nekako, oziroma vse koščke, ki nam potem zgodbo določenega preroka sestavijo. Tako je tudi pri preroku Ibrahimu. Zgodba je omenjena v različnih surah, ki so razdrobljene, tudi nekatere stvari se večkrat omenijo, kar lahko rečemo, da je dejansko tudi tiste stvari so mičkeno bolj pomembne. Nekatere stvari so pa omenjene le enkrat, v samo enem delu. Zdaj, če se kar posvetimo temu, kdo je bil Abraham v Svetem pismu, vemo, da je bil to očak, ki je se prvo imel Abram, potem je po prvi dejansko zavezi se spremenilo njegovo ime in se je imenoval Abraham. Starosti Abrahama so v Svetem pismu dejansko je napisano, da je imel dosti let, je veliko dosegel. Koran tega ne omeni tako izrecno, koliko je bil Ibrahim star, ampak se nekako tudi predvideva, da je bil že v starejših letih, kar se potem pozneje vidi v isti pripovedi, ki omenjata tako Sveto pismo kot Koran, in sicer to je pridobitev otroka oziroma Sarino rojstvo otrok v starosti in posledično potem tudi darovanje sina. Temu se bomo potem pozneje še mičkeno vrnili. Kot še ena sprememba, ki je, Abraham ima v Svetem pismu dejansko dve ženi pa eno deklo, se pravi Sara, ki je nerodovitna, zato dobi prvega sina Izmaela z Hagaro. Te dve ženi sta omenjeni tudi v Koranu, ampak Koran ima eno tukaj izjemo, ker nobene ženske, z izjemo Jezusove matere Marije, Jezus je imenoval v Koranu Isa, njegova mati pa kot Mirjam, nobena druga ženska razen Mirjam v tem primeru ni imenovana z svojim imenom, ampak je vedno zapisano žena od Abrahama, žena od Zaharije, recimo, ko je omenjena, žena od Adama. In tako je tudi v tem primeru, se pravi, žena od Abrahama je bila potem Sara po naši tradiciji, to tradicijo potem tudi v drugih spisih in hadisih so dejansko potem omenjene, in Hagara je pa imensko omenjena v hadisih. Mogoče še samo to, hadisi so pa dejansko izročila, to so spisi, ki so nastali po Koranu in imajo, sploh kar se tiče islamske zakonodaje, zelo, zelo veliko vlogo, tudi še danes, in kot en priročnik bi lahko rekli za življenje muslimanov, ki pa temelji dejansko na Koranu. No, v Svetem pismu pa je potem tudi omenjeno v 25. poglavju, da se je Abraham po Sarini smrti poročil še s Keturo, s katero je imel še tudi potem nekaj otrok, tega pa Koran recimo ne omenja. Ibrahim je v Koranu omenjen, kot sem že rekla, na različnih mestih, imensko 69-krat. Nanj se nanaša 25 sur in od tega se tudi dejansko ena sura imenuje Ibrahim. Ibrahim je za muslimane prejemnik originalnega razodetja, ki je v Koranu očiščeno vseh napak, tako oni, ko muslimani verujejo, ki jih je vsebovali so drugi spisi. Te dva druga spisa sta tukaj mišljena predvsem Tora in potem Evangelij oziroma pri nas bolj poznan, bi lahko zdaj rekli, celotno Sveto pismo. In v Koranu je tudi zapisano v 4. suri, da je Bog Ibrahimovemu rodu podelil knjigo in modrost, in ta knjiga oziroma modrosti je pa ravno ta Koran. Zelo zanimivo je, da je Ibrahim za muslimane predstavlja dejansko prvega muslimana. Zakaj? Poudarek Korana je v primerjavi s Svetim pismom, ne vem, kako poznate zgodbo v Svetem pismu, se zdaj bolj na Koran že usmerjam, prepričana, da je tisto malo bolj poznano, ampak obljuba Abrahamova je dejansko obljuba potomstva, in vse temelji na tej zavezi.
medtem ko je poudarek Ibrahima ravno tega, da je on kot prvi musliman, prvi, ki je sledil veri v enega Boga in ki je očistil tako rekoč enih malikov, ene idolatrije, ki je bila prisotna. Sicer naj bi bil tudi po judovski tradiciji, se pravi tudi Abrahamov oče, monoteist. To pripoved srečamo tudi v Svetem pismu na začetku, da Abraham uniči malike, ampak ni to tako zelo močno navedeno in tolikokrat poudarjeno, kot Koran to poudarja. In tudi potem tisti dialogi med Ibrahimom in njegovim očetom, ki je tudi Ibrahim svari očeta, ga prosi, da naj se spreobrne, da naj se vrne na pravo pot, da naj veruje v enega Boga, in oče tega ne usliši oziroma oče se ne spreobrne. In kot tak, kot prvi musliman je dejansko imenovan Ibrahim potem v Koranu Halil Allah, to pomeni Božji prijatelj. In je kot en zgled pokornosti Bogu, pravi vernik, ki ni enačil Gospoda, se pravi z drugimi bogovi, kot smo že omenili. In ravno on je bil tisti, ki je Allaha prosil, da naj podeli njegovemu ljudstvu preroka. In tukaj se on že navezuje na to prošnjo Muhameda. Največji prerok v islamski tradiciji je Muhamed. Judovstvo oziroma islam priznava tudi judovske preroke. Imamo v Koranu omenjena, kot sem že prej omenila, Iso, imamo Muso, to je Mojzes. Mojzes je največkrat omenjeni biblični prerok v Koranu. Imamo Adama, Noeta, Lota, tudi kralja Davida, Salamona, ampak ena taka avtoriteta, kot tisti zadnji prerok, kateremu je potem bilo dano tudi razodetje, to je pa Muhamed kot poslanec. In kot rečeno, Ibrahim je že tisti, ki dejansko prosi zanj, in tudi to je ena takšna vrednost, ki mu jo pripisujejo muslimani. Je pa tudi že za Ibrahima značilno, da je bil od Boga izvoljen in prav njemu so bili dejansko Muhamed in prvi verniki oziroma tudi ti preroki najbolj bližnji. Tako je postal Ibrahim nek zgled vere, tudi zaradi izpolnjevanja dolžnosti, danes tako imenovanih 5 stebrov islama, to so predpisi verske prakse, ki so, tako na kratko, da je poleg izpovedi Boga, šahada, vsebujejo tudi redno molitev, dajanje miloščine, zakat in sadako, potem hadž, romanje v Meko in post. Razen posta, ki v Koranu ni omenjen, da bi ga Abraham izpolnjeval, in prav to točno napisano, pa piše, da sta Ibrahim in Lot, ki je tudi nastopa kot v istem sorodstvenem razmerju kot v Svetem pismu, postavljena za glasnika vere, ki sta klanjala na Allahovo naročilo redne molitve, opravljala dobra dela in delila miloščino. Zdaj bi se pa še jaz malce osredotočila na tisto, kar sem rekla že prej, da eno zelo skupno pripoved, ki jo najdemo v Svetem pismu in v Koranu, ampak se jo obe tradiciji potem, ki sta išli, nekoliko drugače interpretirata. In sicer vsepovsod je napisano v obema svetima knjigama, oziroma je to Koran vzel po judovskem izročilo, da sta bila Sara in Abraham neplodna, oziroma tudi Ibrahima, in da se je v starosti, da je Hagara rodila, Sara ni mogla zanositi še sprva, in da je Hagara potem rodila prvega sina Izmaela. Izmael pa ima za muslimane dosti večjo noto, dosti večjo težo, kot jo pa ima potem posledično za Jude, ker če se za Jude nekako je potem daljni rod prišel od Izaka, imamo Bog Izakov, mislim, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakobov, glede potomstva, kako se deli, pa Arabci verjamejo, da so pa potomci Izmaela. Ne smemo pa tudi tukaj, še samo to omenim, prezreti tradicije oziroma pomena, ki pa ga ima tudi Izak, tudi v Koranu se večkrat ravno
ta naveza na bogove tudi Jakoba in Izaka pa je omenjena, ne? Ampak je še zraven dostikrat potem imenovano tudi bog Izmaela. Zdaj Koran ne omenja Ibrahimove starosti točno in tudi potem ni točno datirano, kdaj bi se daritev sinov zgodila. Je pa tako, da nekateri trdijo, da naj ne bi bil darovan po islamski tradiciji kot ljubljeni sin to Izak, ampak da je bil ta ljubljeni sin Izmael. V Koranu piše ljubljeni sin, ne, tako da mi s Korana ne moremo prevzeti točne konotacije in tle še vedno ostajajo uganke, kateri je ta pravi, ampak nekako se pa v islamskem izročilu bolj uveljavlja dejstvo, da pa naj bi bil to Izmael. In Izmael in Abraham imata tudi eno skupno vlogo, bi prosila Aljaž za slajd naprej. In sicer to je Kaba. Kaba sedi v središču Meke, bi lahko rekli, to je kraj, sveti kraj za muslimane, s tem tudi muslimani romajo in to romanje veliko v času pred Kurban Bajramom se potem imenuje dejansko hadž. Če se pa odpravijo muslimani na to romanje izven tega svetega obdobja pred hadžem, pa je romanje imenovano umra. To je zadnji steber islama, ena dolžnost, ki bi jo naj dejansko vsi verniki opravili, če jim le omogočajo to razne fizične zmožnosti, pa seveda tudi finančne, se bi pa naj potrudili naredili karkoli, da bi vse prišli. No, in Izmael in Abraham sta skupaj postavila ta kraj, skupaj sta očistila ta kraj idolatrije in malikov in s tem dejansko naredila tudi, lahko bi rekli, kar postavila ta zadnji temelj iz 5 stebrov islama. In tudi prva dva sta potem bila, ki sta dejansko poromala, Koran opisuje tudi, kako sta molila, kako sta klanjala na tem kraju in sta tako rekoč utrdila vero v enega Boga oziroma tudi enemu Bogu na takšen poseben način izkazala čast. Zdaj bi pa jaz kar tukaj zaključila, ker je bil tudi najin namen in najina želja, da lahko bi še marsikaj sicer oba povedala, ampak da pustimo tudi prostor za eno debato, eno razpravo za vaše vprašanja, ki se tako rekoč lahko navezujejo prav na to prepletanje islama, potem na koncu, pa če bo še imel kdorkoli kakršnokoli vprašanje tudi glede študija na teološki fakulteti, kakršnekoli drugih stvari, ki bi jih pa s tem zanimali, smo vendarle na informativi in je tudi prav, da še tudi tistemu damo nekaj minut na koncu, če bo želja potem. Tako da jaz bi kar vse vabila zdaj k besedi, lahko pišete v chat, lahko se oglasite, to bi bilo še lepše, pokažete, pa da povemo malo o tej temi, oziroma da odpremo eno debato. Ja, glede tega romanja, kaj v bistvu pomeni, mislim, ta kocka pa ta sveti kraj, v bistvu kaj to pomeni za njih? To je spomin na začetek vere v enega Boga. Prvo moramo tako, če gledamo zgodovinsko, imamo monoteizme, 3 monoteistične religije in to so judovstvo, krščanstvo in islam. In kot monoteizem dejansko pomeni vera v enega Boga, ne? In ostale religije, ostala verstva se nekako štejejo za politeistično, ok, so še tudi ene izjeme zdaj, Sinki recimo, ampak za njih je to dejansko ta kraj pomenil očiščenja vseh malikov. In tudi muslimani potem na tem romanju 7-krat obkrožijo to Kabo, potem pa grejo tudi na goro Arafat, to je del hadža, ki se nahaja
neposredni bližini, no, bom tako rekla, tega Meke oziroma tega središča, ki ga zdaj vidimo. In tam pa dejansko s kamenji tudi kamnajo in to je kot en simbol kamnanja Satana, kamnanja vseh malikov, ki jih dejansko imamo v življenju. Zdaj, včasih je bilo to res osredotočeno tudi v islamu maliki kot dejansko drugi bogovi, ki se jih častilo. Danes pa tudi že muslimani tako vidijo, da ti maliki niso samo, so tudi maliki lahko tudi telefona, ne, ampak da je malik lahko tudi televizija, vse, kar človeka osužni. No, bom tako rekla, vse, kar ga osužni, vse, kar ga vleče stran od tega, da bi on lahko prakticiral vero na takšen način, kot bi jo naj, da bi bil čist pred Bogom, da bi bil z mislimi popolnoma predan Bogu. Tudi mogoče ena zanimivost v islamu je tako, da glede molitve, molitev ima zelo veliko težo oziroma klanjanje in molitev ni veljavna, če se med te posameznimi sklopi molitve dejansko človek pomisli na karkoli drugega, kar dejansko zmoti to molitev, ne. V tem primeru mora vernik molitev ponoviti. Upam, da sem odgovorila na vprašanje. Ja, hvala. Morda še samo en tak zgodovinski dodatek k temu, kar je Urška rekla. V Mohamedovem času je bila ta Kaba zelo pomembna, ker naj bi v Meki, to je Kurajši, torej Mohamedovo pleme, so bili skrbniki Kabe, ki je že v tistem času bila kraj romanja, ampak ne kraj romanja za Jude ali pa kristjane, ampak naj bi bila politeistično svetišče in v tem svetišču so tudi naj bi bile obešene himne predislamskih poetov, ki jim pravimo al-muallakat, zaradi tega, ker so visele dejansko na stenah. Hkrati pa so v tej, naj bi tukaj častili tudi druge bogove in ravno v tem je Mohamed videl svojo nalogo nekako, da je te politeiste, ki so živeli z njim, ki so bili dejansko njegova družina, da jih je hotel spreobrniti k veri v enega Boga. In v tem vidimo morda tudi ena podobnost med Mohamedom in Abrahamom. Kajti Mohamed naredi podobno kot Abraham svojo družino, dejansko svoji družini se mora odpovedati za to, da oznanja vero v enega Boga. To je čist zgodovinsko gledano, se je tako razvilo to svetišče. Hvala, ima še kdo kakšno drugo vprašanje? Lahko tudi napišete, če vam je nerodno, ampak mislim, da nas je toliko malo, da lahko se svobodno oglasite. Tudi mogoče kaj drugega, ki se ne navezuje točno na prepletanje Svetega pisma in islama, no, tudi če bi vas kaj drugo zanimalo, smo pripravljeni odgovoriti. Bom pa jaz vprašal, lepo, hvala za to predstavitev. Seveda, eno izmed pomembnejših stvari v Svetem pismu je, kakor tudi psalmist lepo opeva, usmiljen in milostljiv je Gospod. In tudi Koran pravi, da je Bog indulgente e compassionevole, kakor to berem v suri 9, ne? In seveda, v isti suri pa se potem jasno tudi določa, kako naj ubijejo politeiste in kristjane in jude in vse te stvari. Odkot izvira ta ostrina, ko pa sami napišejo, kaj je Bog? In seveda, ja, v začetku razumemo Mohameda, da se je bojeval in da je prijemal za meč in da je z mečem upodobljen in mu je to bilo lastno. Ampak vendarle, odkot, kako en musliman lahko to nekako odobrava? Res je, tudi krščanstvo je imelo pred iluminizmom tudi podobna ravnanja in podobno, ne. Kaj menite, a bi kakšen iluminizem
je mogoč pri njih ali ne, da bi to mogoče se vrnili k tej nekako pristnosti, mogoče pa težko pa je tudi razumeti, da gre za pristnost, če pa že v sami suri, v surah že govori o enem in drugem. Kaj bi odgovorila na to? Ja, jaz mislim, hvala za vprašanje. Jaz mislim, da je prvo je potrebno nekako iti na zgodovinski vidik in videti, v kakšnem kontekstu je Koran nastal. Zdaj, Mohamed ni bil samo verski voditelj, ampak je hkrati ta skupnost, prva muslimanska skupnost oziroma umma, je bila tudi skupnost, ki si je morala svoj prostor pod soncem nekako najti. In pri tem so imeli tudi različne čisto vojaške sovražnike, naprimer ravno to Mohamedovo družino, kajti Mohamed to Kaba je v Meki in Mohamed islam najprej oznanja v Meki, potem pa je primoran bežati pred njimi, zaradi tega, ker dejansko povzroča nemir v tej Meki in se zateče v Medino, tam ustanovi nekako, tam se njegova skupnost razširi in potem čisto z vojaškimi posegi znova osvojijo Meko. Tako da je vedno v Koranu, ker moramo brati če ga beremo v zgodovinskem kontekstu, je vedno prisotna ta nota, tudi ta vojaški vidik, ki je čisto takrat v tistem času ni bil nič nevsakdanjega, nekako so si vendarle morali zagotoviti varnost. In tudi glede Boga, ki je včasih opisan kot milosten, to je tudi nekako nek prvi pridevek, ki ga Bogu prideva Koran, ampak seveda, kako ste pravilno omenili, je hkrati pa Koran tudi govori o tem, da je Bog jezen, govori o Božjem maščevanju, kar je verjetno vse z namenom tega, da bi se verniki zares zavedali, da morajo slediti temu, kar govori prerok Mohamed. To je zagotovo močno retorično orodje, ki ga uporablja Mohamed. Zdaj, glede današnjih interpretacij, to, kar verjetno tudi veliko ljudi zanima, pa je danes dejansko že skozi zgodovino se islamska civilizacija razvije en ogromen pravni aparat, kako interpretirati vse te verze, en zelo kompleksen pravni aparat, iz katerega nastanejo zelo kompleksna pravna pravila o tem, kako ravnati z predstavniki drugih verstev, z politeisti, v katerem primeru jim lahko nudijo zaščito znotraj islamskega imperija in tako dalje. No, tudi danes pa se dejansko ta vprašanja se postavljajo v islamskem svetu, torej kako in sploh interpretirati te verze in obstaja, in dejansko obstajajo različni tokovi danes v islamskem svetu, nekateri si bodo te verze, ki so malo bolj kličejo k nasilju, bodo si jih interpretirali dobesedno in točno vidijo vzporednice v današnjem svetu, medtem ko drugi muslimani pa pravijo, da ne, da je to potrebno videti v tistem času, oziroma da je treba se bolj posluževati tej tradicionalnem načinu, kako razlagati te verze, ki ponavljam, tradicionalen način, torej z vsemi islamskimi pravnimi sistemi, je nekako uspel te verze tako razložiti, da je nekako zagotovil nek status tudi drugim religijam znotraj islamskega sveta, ampak seveda so bile vedno podrejene. To je verjetno to je zgodovinsko dejstvo, da so bile vedno manjšina, kakor se je tudi konec koncev v Evropi dogajalo, da so religije, ki so bile v manjšini, so vedno bile v podrejenem položaju. Mogoče še tukaj sem dopolnila, da sta dve stvari, kot je Aljaž že zelo lepo povedal. Imamo pri islamu ljudi, ki si lahko vsi muslimani malo drugače lahko razlagajo to nauko, ampak recimo
je to zelo odvisno od pravne šole, v kateri so. V sunitskem islamu imamo recimo 4 pravne šole in od tega, kolikor je določena pravna šola dejansko liberalna. In po drugi strani muslimani sami zelo radi poudarjajo, da islam je religija miru. In jaz tako konkretno iz intervjujev, ki jih imam z muslimani, ko je tudi večkrat to vprašanje, pridemo potem na medreligijski dialog, se čuti recimo pri muslimanih, ki so v Evropi odraščali, en drugačen pogled, ene sprejetosti, enega razumevanja drugega in tudi dejansko z njihovih strani obsodbe raznih terorističnih napadov. Tudi Islamska skupnost Republike Slovenije, največja muslimanska organizacija, je tudi zdaj ob teh zadnjem terorističnem napadu, ki naj bi bil na Dunaju, napisala eno obrazložitev in obžalovanje teh dogodkov. Moramo pa imeti pred očmi tudi še mogoče eno dejstvo, da v islamu ni verske avtoritete kot ene organizacije, takšne kot je pri nas dejansko cerkev. In potem, kako so koncili oziroma ti nauki, ki prihajajo dejansko iz vodilnih avtoritet in pač papež kot vodilna avtoriteta. In tudi na podlagi tega, če se je potem v krščanstvu, oziroma recimo zdaj tako v katoliški cerkvi, kjer se papež priznava, kot tak ta nauk izoblikoval in potem cerkev nekako sledi in se potem skozi tradicije tudi nadaljuje, tega v islamu ni, in je toliko več manevrskega prostora za različne prakse, za različne obrazložitve in posledično tudi mi čujem več prostora za kakšne bolj skrajne usmeritve, pa še vedno moramo potem imeti še eno zelo pomembno dejstvo, politika in religija, sprav ta sekularizacija, ki je v Evropi zelo jasna, ta ločitev med posvetnim in svetnim, v islamu ne vzdrži, je njihova mentaliteta popolnoma drugačna. Okej, pustimo zdaj na strani določene islamske države, ki so se tudi pravno, formalno na ustavni ravni sekularizirale, kot so Turčija, Tunizija, Bosna in Hercegovina, pa te balkanske spet. Ampak tistem osrčju islama, če bi pa tako rečemo, ker pa imamo, od koder tudi prihajajo te različne teroristične skupine, ali pa zdaj Afrika, čedalje bolj močna, je pa tam tudi en velik splet še vedno političnih vprašanj, recimo sam Burkina Faso in tako naprej. Tako da ogromno stvari, ki jih je potrebno, in zdaj prav na vprašanje, če se bo kdaj v islamu zgodilo ta prekorak, ta preskok, ne vem, jaz nimam že odgovora na to, mislim, je zelo odvisno od toka, kam bo svet šel, pa mislim, da tudi od nas, tudi od tega, koliko bo potem se zahodni svet želel vmešavati, bom kar tako povedala, v njihovo politiko, v njihovo samodelovanje, ker so tudi z njihove strani marsikdaj ti teroristični napadi odgovor na neke rane, ki jih pa so dejansko oni pridobili, začenši z Izraelom in Palestino, pa potem tako naprej. Ja, jaz bi še vprašal, ne vem, pri nas v cerkvi imamo več načinov, tako, ne vem, imamo branje svetega pisma, imamo svete maše, imamo petje, imamo meditacije, pač več oblik molitve. Kako je bilo to pri njih, pri muslimanih? Se pravi, se zdaj slišimo. Ja, hvala. Zelo dobro vprašanje. Islam ima tudi različne molitve, ta klanjanja, sicer 5-krat dnevna molitev je strogo predpisana, kako gre, ampak ni, mislim, vsaka od teh 5 molitev je nekoliko različna, oziroma so druge sure se citirajo, tako naprej. Potem pa je tudi znotraj islama zelo močno vlogo ima dova, oziroma dua, to je pa osebna molitev. Tem dajo muslimani velik pomen, to je pa prav, da človek moli za svojimi besedami, kadarkoli želi,
ni znotraj tistega točnega okvira, pa tudi mogoče ta okvir, če tako rečemo 5-krat na dan, to ne pomeni točno na tisto uro, a ne, to ni zdaj 12 pa 5 minut, ampak je en interval, znotraj katerega mora biti 5-dnevna molitev narejena. No, v glavnem, in so te stvari dejansko, ima Dova tako zelo pomembno vnoto in poznajo tudi to osebno molitev, molijo tudi jo recimo izrekajo pred jedjo, pred pomembnimi življenjskimi dogodki, ne vem, priporoča se jo v zakonski zvezi pred spolnimi odnosi, za izročitev, da bi bili potomci potem zdravi, če pride do zanositve, dejansko v različnih okoliščinah. So se pa potem mogoče tudi Aljaž lahko še malo kaj več o tem povem, ampak ima pa tudi islam glede branja Korana, ne. Koran je dejansko del molitve, ne, in tudi obstajajo zelo različne tehnike branja Korana. Potem so zelo tudi ena taka meditativna molitev je dejansko ponavljanje 99 imen Allaha, ki so omenjena v Svetem pismu. Imajo pa potem tudi mistiko, ne, to so pa sufiji, tak mistični pogled na molitev, pa potem dejansko tudi naslavljenje, kjer je pa tudi kar ogromno pesmi, glasbe, irhalije, no, to so islamske pesmi, so tudi pri sunitskih, za šiitske muslimane, ne vem, ampak pri sunitih vem, da so tudi zelo prisotne, se pravi prepevanje pobožnih pesmi, imajo pa to oni res ob mevludih, to je ob praznovanju rojstnega dneva Mohameda, oziroma v spominu na rojstni dan poslanca Mohameda, pa ob kakih drugih slovesnostih. Ne vem, mogoče Aljaž še kaj več o sufijih ali pa o islamski meditaciji. Da, tam, ko si o Koranu govorila, Koran je tudi, poleg tega, da je razdeljen na 114 poglavij, se ga lahko tudi razdeli v 30 delov, vsak se imenuje Al-Juz, in ti deli so namenjeni temu, večinsko, so namenjeni temu, da se vsak dan v mesecu posta, mesecu Ramadana, da se citira en celoten del, ta 1/30 Korana, in potem oni v celotnem mesecu Ramadanu odrecitirajo celoten Koran, kar je tudi njihova, tudi se šteje kot neka liturgična praksa. In v tem, predvsem to petje Korana je ena močna liturgična praksa, ki jo delajo muslimani oziroma izvajajo muslimani. Koran je res neko centralno besedilo, tudi naprimer, če greste se spomnim, da ko sem bil v Egiptu, v Koran bodo danes nasploh, ko je tehnika vse posod prisotna, je ves čas vrtijo po radiju ali pa greste naprimer k frizerju, v frizerski salon in bodo tam na televiziji imeli ne nekih oddaj, ampak bodo ves čas poslušali Koran. Tudi če greste naprimer v taksi, pa se ves čas taksist bo poslušal Koran. In če greste bilo kam, slišite, se res sliši Koran, tako da to je res eno ta recitacija Korana je nekaj, kar se res ponavlja in je vedno vse posod prisotno. Zdaj, glede sofističnih praks, pa sofizem je torej, kot je Urška že povedala, bolj mistična veja islama, ki se je razvila z neke večje želje po pobožnosti in morda lahko sofiste najbolj sporejamo krščanskim meniškim redovom, zaradi tega, ker se tudi sofisti tudi sufiji so organizirani v neke redove, ki jim pravijo oni tarika, ali v angleščini se to prevaja kot lože, ampak tarika je bolj pot. Neko pot, v kateri so in kjer imajo svojega šejha, svojega mojstra, ki je dejansko, ki je odgovoren za to, da te mlade sufije pripelje ki je odgovoren za duhovno življenje teh mladih sufijev. Ampak v islamu je morda bolj to, v islamu so ponavadi vsi ti sufiji poročeni, tako da ne gre za celibat, to je morda razlika z krščanskim meništvom. Hvala. Nikaj. Kakšno vprašanje? Imamo še 5 minut, lahko tudi še, že rečeno, tudi mogoče še kaj v študijo, če koga zanima. Je drugače tudi prepletanje Svetega pisma pa Korana je tudi kot en predmet
na smeri teološki religijski študiji. Pa tudi pri drugih predmetih se dejansko sta ti dve verstvi, pa judovstvo, imajo še ene posebne poudarke, tako da je to tudi nekako vsebina, ki se jo študenti potem poslušajo pri predmetih. Ja, tudi sam študij Korana je nekako kajti Koran je, zdaj ena možnost je študij Korana z islamske perspektive, torej kot sveti tekst islamske civilizacije in potem kakšne norme daje in tako dalje. Lahko pa se ga tudi študira kot en izreden zgodovinski vir za dogodke, ki so se dogajali v prvi polovici 7. stoletja in zato, kako so judovstvo in krščanstvo, kako je bilo judovstvo in krščanstvo, kako sta bila razumeta v tistem okolju. In danes je ravno to ena perspektiva v koranskih študijah, se pravi, ne kot Koran zgolj kot temelj islamske civilizacije, ampak tudi kot neka eminentna priča dogodkov, ki so se dogajali v tistem času, oziroma načina, na kakšnega sta bila judovsko krščanstvo razumljena, kajti Koran vsebuje neke podatke o tem, na primer, kakšna pravna vprašanja so bila v zraku in tako dalje. In je tudi v zadnjih letih se tudi za razumevanje samega krščanstva oziroma za razumevanje razvoja in judovstva nam Koran lahko nekaj pove o tem. Tako da tudi z tega vidika mislim, da je Koran zelo dobrodošel pri študiju krščanstva in judovstva. Če to tudi eno nekoliko napačno prepričanje, ki velja, da si muslimani dobesedno razlagajo Koran, da ni te razlage, eksegeze svetih besedil, tudi to zadnja leta, oziroma že kar stoletja, kar upada, tudi imamo kar nekaj dobrih izdaj Koranu z komentarji, se pravi z nekimi razlagami, kako razumeti določen ajet, v katerem kontekstu. Je tudi to ena posebna veja znanosti, tudi dejansko razlaga Korana. Tako da je tudi islam naredil kar velik korak na tem področju. Ja, jaz bi pač še vprašal. Jaz bi šel študirati enoviti magistrski študij, pa me zanima, če se lahko kombinira še zraven s filozofsko fakulteto. Ja, da se, ampak potem prvi letnik morate končati na eni ali na drugi fakulteti, tudi pač zberite, kam se prvo vpišete, in potem, če imate vprečje 8,5, se lahko vpišete vzporedno. To je, če greste prav na enoviti študij teologije. Lahko pa zberete tudi dvopredmetno smer, to pa pomeni, da v štartu delate polovico teologije, polovico pa nekaj drugega, kar zberete na filozofski fakulteti. Lahko pa je pa tudi ta možnost, tudi če se vpišete, kakorkoli, kak je vrstni red, ali prvo na teologijo, pa potem na filozofijo, ali obratno, je še pa, tudi če je ta vzporeden študij, možno, da študirate dvopredmetno na filozofski fakulteti. Se pravi, vi lahko imate na filozofski fakulteti, da si izmislim, grščino pa latinščino kot dvopredmetno in potem še vzporedni študij teologije. Ampak to je to je velik študijski zalogaj, ampak je tudi ta možnost. Tako da v tem primeru lahko dejansko računate na vse tiste predmete, ki so dvopredmetno ponujeni, tudi strani filozofske fakultete lahko zberete tudi dvopredmetno, pa potem vzporedni študij. Pa ja, vzporedno se lahko vpišete po drugem letniku, oziroma po končanem prvem letniku. In potem ste v enem letniku prvi letnik, v drugem po drugi. Kar je mogoče tudi nekoliko boljše, ker se nekje že malo bolj vstopi v sam študij. Je pa tudi možnost dvopredmetnega, če bi vas tudi to želeli, pa lahko greste kar v štartu dvopredmetni študij. Ok, hvala. Prosim. Če morate kako vprašanje glede študije? Da ni. A bomo potem zaključili? Lahko, ja.
Zdaj, če bo še kdo imel kakršnokoli vprašanje, lahko pišete v naše referate, najdete nas na Instagramu, Facebooku, še danes znotraj klepetalnice na Informativi, tako res ena ponudba pestra. Smo dosegljivi vedno in rade volje, karkoli odgovorimo. Tako da brez strahu, no, če imate vprašanje, kar povabljeni. Te vse vsebine, pa kakšne takšne izobraževalne, pa zadnje čase tudi radi, oziroma smo malo pospešili to promocijo, tudi tako da na YouTubeu imate kar nekaj zdaj že izobraževalnih videov, eni so malo krajši, eni so malo daljši, tako da se tudi rade volje lahko ogledate, pa tudi kar neki pogovori z študenti, njihove izkušnje o študiranju na fakulteti, pa z alumni, ki so dali že to skozi in potem kako tudi mogoče karierno, kako se je pot po študiju teologije razvila v njihovih primerih. Tako da to je to. Jaz vam želim prijeten preostanek vikenda, dobro odločitev vsem tistim, ki se odločite za nadaljnji študij, pa obilo zdravje. Ja, hvala lepa vsem za udeležbo in ja, se vidimo. Tako, srečno. Srečno nasvidenje.